V živalskem vrtu Ljubljana imajo okoli 500 živalskih vrst plus žuželke, ki si jih je lani ogledalo okoli 280.000 obiskovalcev. Promocijo naravoslavja se trudijo speljati skozi različne pedagoške programe, kot so naravoslavni dnevi za osnovnošolce, vodenje različnih skupin, nekoliko drugačno praznovanje rojstnih dni, poseben program pa je skrbnik živali za en dan. Tisti, ki bi želeli se bolj približati živalim in spoznati delo naših oskrbnikov, ki je tudi zahtevno in zelo odgovorno, se nam lahko pridružijo in preživijo z nami nekje od 8. do 14. ali celo 16. ure, tako odrasli kot tudi otroci. In v tem času pomagajo skrbnikom pri oskrbi živali in te živali si tudi pobliže pogledajo in malo vidijo, kakšno delo je to. Otroci lahko tudi v tem sprehodijo pujsa, se srečajo z gospodi Fickoti, to so male opice Sajmiriji, to opico je imela Pika Nogavička, nahranijo morsega leva in so zelo blizu prisotni, pobožajo žirafo in podobno. Prva žival na našem spisku je bila mogočna slonica Ganga. Ker tehta kar 3,5 tone, jo je za čas oskrbe potrebno privezati s posebnimi verigami, preostali postopek pa nato poteka po ustaljenem ritmu. Skrbnik žival opere in jo pregleda od nog do glave. Oprati je potrebno noge, rilec, včasih odvzeti vzorec sline za analizo v laboratoriju. Slonica je vse to povsem mirno prenašala. Zaigrala nam je na ustno harmoniko ter briznila vodo z rilca, podobno kot to vidimo pri gasilski cevi. Otroci so z varne razdalje opazovali naše početje, sami pa smo ji lahko v usta dali briket z vitamini, ki ga zaužije enkrat dnevno. Sklepno dejanje oskrbe slona je bilo skrivanje hrane, ki jo nato Ganga pridno ves dan išče po svojem bivalnem prostoru. Morski levi so relativno plašne živali in potrebujejo nekaj časa, da se privadijo na skrbnika. Kaj pa jedo? Ni nič kaj posebno zbirčen. Je pa morske ribe, tole so sardelice zdajle, drugače pa je slanike, skuše. En del obroka morajo biti severnomorske ribe, ostalo pa se lahko tudi malo kombinira, ali pa je ligne, je takega. Ali se v naravi tudi toliko igrajo? V naravi se ne igrajo veliko, ker veliko časa porabijo, da ujamejo hrano. Tukaj pa jim hrane ni treba loviti, moramo pa kako drugače motivirati, pa jim skrajšati čas. Je pa 4 leta star samček prava atrakcija, saj zna skrbniku dati lupčka. Sprva se je sicer nekoliko branil, nato pa si je vseeno mislil, da so ribe vredne cmoka na lice. Naslednje živali na naši poti postati najboljši skrbnik so bile nekoliko bolj nevarne. Obiskali smo namreč medveda ter tigra, ki bi se ta dan sicer morala postiti, a sta izjemoma dobila za pokušino surovega mesa. Pri teh največjih mačkah mora skrbnik na svojem obhodu med drugim pregledati ograjo in električnega pastirja. Nam pa se je pogled ustavil na tigrovem zavetišču, ki je bilo celo popraskano od mogočnih krempljev. Medvedka Meta s sinom Pombijem najraje je sadje in zelenjavo. Ponovno smo v različna skrivališča skrili hrano, nekaj pa smo jo nastavili na najbližji hlod, se namestili za ograjo ter medvedka z varne razdalje opazovali pri jedi. Da pa sta jedla čisto hrano, je poskrbel skrbnik, ki je predhodno stal odstranil njune ekskremente. Hranjenje živali strani obiskovalcev je sicer prepovedano, saj ima vsaka izmed njih izdelan poseben jedilnik, ki se ga je treba držati. Alma je darilo za 30. rojstni dan postati skrbnik živali dobila sicer že po zimi, vendar je zaradi lepšega vremena počakala na unovčenje le-te. Saj kot pravi, bolj prijetno je hoditi po soncu z živalmi, kakor po kakem dežju ali pa zimi. In katera žival je bila najbolj všeč? Seveda morski lev, ker da lupčka. Fickoti, opice, ki jih poznamo iz filmov Pika Nogavički, pa so bili za Almo svojevrstna izkušnja. Načeloma se ne bojim živali, vsaj zdi se mi, da ne. Danes sem se spoznala z kamelami, žirafami, slonom, pa me ni bilo strah. Pri opicah imam pa malo neprijetno občutek, ampak je osebje živalskega vrta, se mi zdi zelo strokovno in pomirjujoče pristopilo, tako da sem celo lešnik podala opici.